Tina Gaber Golob nad SD in Levico. Krivdo za poostren nadzor tržnih inšpektorjev nad delovanjem spletnih vplivnežev, kar je med njimi povzročilo nejevoljo, je pripisala koalicijskima partnericama njenega moža. Zbode me, ko kdo misli, da inšpektorje pošilja moj mož, a nima nič s tem, je ob tem sporočila sledilcem. Kako ji odgovarjajo v SD-ju in Levici, so takšne izjave soproga premierja primerne in kaj pravzaprav moti slovenske vplivneže? Kaja Kobetič. Kar se dogaja, je skregano z vsako logiko. Tako zapis začenja žena premierja Roberta Goloba, Tina Gaber, ki jo je v za vplivneže značilnem odgovarjanju na vprašanja sledilcev razburil, kot gre sklepati iz njene objave na Instagramu, poostren nadzor inšpektorjev nad vplivneži. Vsi se strinjamo, da morajo biti stvari urejene, ampak stanje je takšno, da imajo nekateri inšpektorji zahteve, ki so milo rečeno bizarne, skregane zdravo pametjo, in takih idej ni nikjer drugje po svetu. Mogoče so to malo prehudi izrazi? Meni ena bolj znanih vplivnic pri nas, Katarina Benček, ki je sicer tudi dobra prijateljica Gabrove. Tudi sama je, pravi, imela nadzor tržne inšpekcije, ki denimo preverja, ali so naročeni oglasi primerno označeni. Tržni inšpektorat je vršil povečan nadzor nad delom vplivnežev, to traja že več kot 1 leto. Jaz sicer na nek način to tudi pozdravljam, zaradi tega, ker se mi zdi prav, da se zadeve uredijo. Me pa mogoče zbode, da potem pri drugih, bom rekla, medijih vidiš, da v bistvu se ne držijo teh praks. In kdo naj bi bil dežurni krivec? Tu je opozorilo Tine Gaber dobilo tudi politično razsežnost. Me mal zbode, ko kdo misli, da inšpektorje pošilja moj mož, a nima nič s tem. Tržni inšpektorji spadajo pod Ministrstvo za gospodarstvo, ki ga vodi minister Han iz SD, ne Svoboda ali Robert Golob. Zakon o medijih pa je pisala Levica. Zakon so res da spisali na Ministrstvu za kulturo, a za nje v parlamentu glasovala tudi večina vseh poslancev Gibanja Svobode. Zakon se je tudi koalicijsko usklajeval, bil usklajen, dobil soglasje. Seveda se je strinjalo Gibanje Svoboda, se konec koncev smo ga najprej potrdili na vladi in potem tudi v državnem zboru. Da navedb soproge premierja ne komentirajo, da pa je zakon potrdila tudi stranka, katero vodi partner Tine Gaber, sporočajo iz Hanovega SD. Medtem ko tržni inšpektorat opozarja, da so primernost oglaševanja nadzorovali na podlagi zakona o varstvu potrošnikov, medtem ko je za nadzor spoštovanja zakona o medijih pristojen inšpektorat za medije. Mi nismo dobili nobene pobude strani kogarkoli pravzaprav ali pa pisma, da bi bilo tu karkoli narobe, kakšne težave, tako da jaz smatram, da tega na ta način iz vidika sprejetega zakona o medijih ni. Tudi kolikor vem, noben postopek na inšpektoratu za medije in kulturo še ni bil dokončan. Da si marsikdo želi vplivneže dobiti na svojo stran, sploh v letu pred volitvami, ker imajo moč, je ob koncu celostranskega zapisa še pripomnila Gabrova. Koga konkretno je imela s tem v mislih, smo jo želeli med drugim vprašati, a se na naše klice in sporočila ni odzivala. Medtem ko ji žogico ob omembah zakona o medijih vrača nekdanja članica SDS-a. In jaz sem opozarjala na to, že z mojo peticijo, ko je podpisali 20 000 ljudi, da so nejasnosti in da je zakon slab, ampak je prav Tina Gaber takrat pravila, da manipuliram in da zavajam, zdaj se pa v bistvu sama sklicuje, da so drugi krivi, da je kriv Matjaž Han, pa Levica, ki je spisala zakon, naj pa ne zavaja, s svojimi objavami pa naj ne pere krivde svojega moža. Tudi premier Golob pa objave svoje soproge in utemeljenega ali ne kazanja s prstom na njegove koalicijske partnerje ni želel komentirati.